Spoštovane državljanke in državljani, danes ne govorimo več o posameznih primerih, danes govorimo o vzorcu, o sistemu, ki se predolgo pretvarja, da deluje, medtem ko v ključnih trenutkih odpove. Ko gre za politiko, se čas ustavi, postopki se vlečejo, odločitve se odlagajo, odgovornost se raztaplja. In to ni sprejemljivo. Ne glede na to, ali gre za predstavnike NSI, SDS ali katerekoli druge stranke, pravila morajo biti enaka, brez izjem, brez zavlačevanja, brez skrivanja za procedurami. Pravna država ni selektivna. Če je selektivna, potem ni pravna država. Zato danes javno zahtevamo takojšnjo pohititev vseh odprtih postopkov, ki vključujejo politične funkcionarje. Enake standardne obravnave za vse stranke in za vse posameznike. Popolno transparentnost vseh stikov, ki vplivajo na nacionalno varnost ali javni interes. Javno razkritje vseh relativnih informacij, kadar obstaja utemeljen javni interes. Ničelno toleranco do zavlačevanja, prikrivanja ali političnega vplivanja na pravosodne procese. Ljudje imajo pravico vedeti. Ljudje imajo pravico do hitre pravice. Ljudje imajo pravice do resnice. Ne govorimo o obtoževanju brez dokazov. Govorimo o tem, da se mora sistem delovati dovolj hitro in transparentno, da dvomi sploh ne morejo obstajati. Ker tam, kjer ni transparentnosti, raste nezaupanje. In tam, kjer raste nezaupanje, razpada država. Gibanje Naprej ne bo sodelovalo v politiki tišine, ne bomo gledali stran, ne bomo dopuščali, da se postopki vlečejo. Vsak politik mora biti pripravljen na pregled, na vprašanja, na odgovornost. To ni napad, to je standard. In če kdo misli, da se lahko skriva za funkcijo ali vplivom ali za časom, se moti. Čas privilegijev se izteka. Prihaja čas odgovornosti. In mi bomo poskrbeli, da pride hitro. Gibanje Naprej. Za državo, kjer pravica ne čaka, resnica ni odložena. Hvala. Spoštovani državljani in spoštovane državljanke. Danes govorimo o nečem, kar presega dnevno politiko. Govorimo o temeljih države, o ustavi, o ločitvi države in verskih skupnosti. Odgovornosti tistih, ki so prisegli, da bodo to ustavo spoštovali, pa jo kršijo. To ni ideološko vprašanje, to je ustavno vprašanje. Na papirju imamo jasno določilo. Država in verske skupnosti so ločene. Nihče nima privilegiranega položaja, nihče ne sme imeti posebnega vpliva na odločitve države. A realnost kaže drugačno sliko. Vidimo preplet politike in interesov, ki ne bi smeli nikoli odločati o javnih zadevah. Vidimo politične odločitve, ki niso sprejete v imenu vseh državljanov, temveč pod vplivom ozkih interesnih krogov. Vidimo tiho erozijo načela, ki bi moralo biti nedotakljivo. In to je kršitev politične odgovornosti. Politik, ki deluje v korist ene verske institucije namesto v korist vseh ljudi, ne opravlja svoje funkcije. Politik, ki briše mejo med državo in versko oblastjo, krši zaupanje javnosti. In ko se to dogaja sistematično, ne govorimo več o napakah, govorimo o nevarnem trendu. Gibanje Naprej danes jasno pove. Ustava ni priporočilo, ustava je obveza. Zahtevamo dosledno spoštovanje načela določitve države in verskih skupnosti v vseh političnih odločitvah. Popolno transparentnost vseh finančnih tokov, privilegijev in dogovorov med državo in verskimi institucijami. Konec političnega vpliva verskih organizacij na zakonodajo in javne politike. In jasno odgovornost vseh funkcionarjev, ki zlorabljajo položaj za partikularne interese. To ni napad na vero, to ni napad na vernike. To je obramba države. Vera je osebna stvar. Država pa mora ostati skupna vsem. Vernim, nevernim, drugače verujočim. Država ne sme izbirati strani. Država ne sme poslati orodje. Država ne sme postati orodje ene institucije. Ko se to zgodi, izgubimo ravnotežje. Izgubimo enakost, izgubimo zaupanje. In brez zaupanja ni države. Danes stojimo tukaj, ker nočemo države privilegijev. Nočemo države tihega vpliva. Nočemo države, kjer se ustava spoštuje samo, ko je to politično priročno. Hočemo državo pravil.
Hočemo državo enakosti, hočemo državo, kjer odgovornost ni izbira, ampak dolžnost. Gibanje Naprej ne bo molčalo, ko se brišejo meje, ki ščitijo demokracijo. Ne bomo gledali stran, ko se ustava realizira, ne bomo sprejeli politike, ki služi interesom namesto ljudem. Čas je, da se stvari jasno povedo. Država ni last nikogar, ustava ni stvar interpretacije po meri oblasti. Odgovornost ni opcija, je temelj. In če ga kdo ruši, ga bomo ustavili. Gibanje Naprej za državo, ki stoji na ustavi, ne na privilegijih. Hvala lepa. Spoštovani tovariši in tovarišice, je povedala že veliko tega. Jaz bom samo dodal naslednje. Danes tukaj ne stojimo zaradi simbolike, ne stojimo zaradi lepih besed. Stojimo tukaj, ker imamo dovolj. Dovolj sprenevedanja, dovolj častne pravice, dovolj sistema, ki ščiti vse tiste na vrhu, medtem ko navadni človek se kaznuje brez milosti. To ni več vprašanje politike, to je vprašanje poštenja. To je vprašanje, ali v tej državi zakon sploh še velja, enako za vse. Resnica je brutalna. Ne velja. Ko gre za državljana, sistem deluje hitro, kazen pride, izvršba pride, sankcija pride, brez izgovorov, brez zavlačevanja in brez usmiljenja. Ko gre za politike, naenkrat čas obstane, postopki se vlečajo, roki se izgubljajo, primeri zastarajo. In odgovornost izgine. To ni napaka sistema, tak je naš sistem. Sistem, ki dopušča, da tisti, ki molčijo, z močjo kupujejo čas. Sistem, kjer je pravica ni slepa, ampak selektivna. Sistem, kjer se pravica meri po funkciji, po vplivah in povezavah. In mi naj to sprejmemo. Mi naj verjamemo, da je to pravna država. Ne, to je izdaja pravne države. Danes in glasno in jasno povemo, tega več ne bomo tolerirali. Zahtevamo takojšnje in konkretne ukrepe. Absolutne časovne omejitve za sodne postopke, kjer so vpleteni funkcionarji. Avtomatsko prednost obravnavo teh primerov. Osebno odgovornost sodnikov, tožilcev in vseh, ki zavlačujejo sodne postopke. Brez razloga. Ne govorimo o maščevanju, govorimo o odgovornosti. Govorimo o osnovnem principu. Več moči pomeni več odgovornosti, več zaščite. Če si politik, moraš biti prvi na vrsti, ko gre za pravico. Ne zadnji. In naj bo jasno, nihče ni nad zakonom, ampak nihče. Ne ministri, ne poslanci, ne strankarski voditelji. Nihče. Ker v trenutku, ko je nekdo postane dotakljiv, pravna država preneha obstajati. In točno to se dogaja. To ni naključje, to je vzorec. In vsak tak primer je klofuta vsem poštenim ljudem v državi. Vsak tak primer je sporočilo, če si dovolj močan, pravila ne veljajo za tebe. Mi danes to sporočilo zavračamo. Mi pravimo, dovolj privilegijev, dovolj dvojnih meril in dovolj tišine. Gibanje Naprej ne bo kompromitiralo pri tej zadevi. Ne bomo popustili, ne bomo se uklonili in utihnili, ker to ni samo pravni problem, to je problem države. Država, kjer je pravica zamuja, razpada. Država, kjer pravica izginje, propada. Mi pa hočemo državo, kjer pravica deluje,
hitro in jasno za vse enako. Zato danes tukaj ne prosimo, ne apeliramo, ne čakamo, danes zahtevamo. Sistem, ki deluje, zahtevamo odgovornost brez vseh izjem. Zahtevamo konec igre zastarani. In če tega ne bomo dobili, potem bomo to vzeli z glasom, z voljo in z odločnostjo ljudi. To je trenutek resnice. Ali bomo živeli v državi, kjer zakon velja za vse, ali pa v državi, kjer zakon velja samo za nekatere. Mi smo izbrali gibanje naprej, brez strahu, brez kompromisov, za pravico, ki ne čaka. In naj se ta boj začne zdaj.